Učenci, ali veste, kje so pravljice doma? Ja, v knjigah, na zgoščenkah in še kje drugje. Danes pa bo pravljica prišla v vaše domove. Preden pa začnemo s pravljico, povejte, kaj ste si nazadnje zaželeli za svoj rojstni dan. Jaz sem si letos zaželela knjigo Svetlane Makarovič Zlata mačja preja. Knjigo sem dobila in notri našla pravljico o medvedu, ki je tudi nedavno praznoval rojstni dan. In veste, kaj je dobil za darilo? Dežnik, rdeč dežnik. Kako je medved preživel deževni dan, pa boste izvedeli v pravljici Pod medvedovim dežnikom. Pravljico je napisala Svetlana Makarovič, ilustriral pa jo je Gorazd Vahn. Svetlana Makarovič Pod medvedovim dežnikom. Medved je dobil za rojstni dan velik rdeč dežnik. Komaj je čakal, da bo začelo deževati. In res se je nekega sobotnega popoldneva ulil dež. Medved je ves vesel razprl dežnik in šel v gozd. Nasproti mu je prišla stara lisica. Tudi ona je imela dežnik. Dober dan, gospa, je prijazno pozdravil medved, lisica pa ga je samo strogo pogledala in ni niti odzdravila. Medved je skomignil in šel dalje. Pa je srečal srnico. Bila je čisto premočena in se je tresla od mraza. Gledala ga je z velikimi plašnimi očmi, rekla pa ni nič. Medved jo je nagovoril. Stopi no pod moj dežnik, srnica, kjer je prostora za enega, ga bo tudi za dva. Srnica ga je hvaležno pogledala in stopila k njemu. Prosila sem že lisico, da bi me vzela pod svoj dežnik, je rekla, pa me ni niti hotela slišati. No, je že dobro, je rekel medved, pa sta šla naprej. Srečala sta zajčka, čisto premočenega in premraženega, pa je rekel medved, brž k nama pod dežnik, zajček, drugače se bo še prehladil. Hvala, medved, je rekel zajček, prav rad, veš, prosil sem že lisico, da bi me vzela pod dežnik, pa me je samo grdo pogledala. Kjer je prostora za dva, ga bo tudi za tri, je rekel medved, pa so šli naprej. Srečali so veverico. Čisto je bila mokra in rep je imela ves lepljen od dežja. Medved je zaklical, kar k nam pod dežnik, veverica, kjer je prostora za tri, ga bo tudi za štiri. Kako si ljubezniv, medved, je rekla veverica in se stisnila pod dežnik. Čisto drugače, kakor lisica. Šli so naprej. Pa jim je nasproti pritekla miška in zacvilila. Medved, medved, vzami me pod dežnik, lisica me je napodila. Seveda, miška, je rekel medved, kjer je prostora za štiri, ga bo tudi za pet. Miška je smuknila pod medvedov dežnik in tako so bili vsi lepo na suhem. Bili so prav dobre volje in so peli vso pot. Medved pa je zraven prav debelo brundal. Dež je pojenjal, posijalo je sonce. Živali so se še enkrat zahvalile medvedu in se razšle. Medved je zaprl svoj rdeči dežnik in zadovoljen odhlačal domov. Drugi dan je bila nedelja. Po gozdu je hodila lisica in zehala. Kako mi je dolg čas, je vzdihovala. Kako mi je dolg čas. Tedaj je zagledala srnica. Srnica, jo je poklicala lisica.
mi družbo. Ne utegnem, jo je zavrnila srnica. K medvedu grem na obisk in že je ni bilo več. Lisici se je povesil nos, pa je pritekel zajček. Delaj mi družbo, ga je poklicala lisica. Ne utegnem, gremo obiskat prijatelja medveda, je zaklical zajček in že ga ni bilo več. Lisici se je še bolj povesil nos. Takrat je priskakljala mimo veverica. Glej jo, veverica, se je razveselila lisica. Delaj mi družbo. Kje pa utegnem, je hladno odgovorila veverica. Mudi se mi, k medvedu. In že ni bilo več. Lisici se je nos tako povesil, da je sploh ni bilo spoznati. Pridrobnela je miška. Vsaj ti mi delaj družbo, jo je poprosila lisica. Miška pa se je začudila. Ste res vi, gospa lisica? Komaj sem vas prepoznala, ko pa imate tako dolg nos. Ampak zdajle nimam časa. Veste, moram na obisk prijatelju medvedu. In že je ni bilo več. Lisica je legla na tla, glavo je položila na tace in ves popoldan pela žalostne pesmi. Tako, ali ti je bila pravljica všeč? Kateri književni junaki nastopajo v pravljici? Bili so medved, lisica, srnica, zajček, veverica in miška. Se spomniš vseh? Kam je povabil medved premočene in prestrašene živali? Povabil jih je pod svoj novi dežnik. Živali so že prej prosile lisico, ki je ravno tako imela dežnik, če jih spusti na suho. Ali jim je ta dovolila? Kako jih je odslovila? Bila je zelo nesramna do njih. Kmalu se je zjasnilo, kaj je lisici začelo manjkati. Manjkali so ji prijatelji. Postalo ji je dolgčas. Kaj so ji rekle živali, ko jih je vabila k igri? Tako, živali so ji odvrnile, da se gredo igrat k medvedu. Zakaj pa so šle živali raje k medvedu? Ja, ker dobro se z dobrim vrača. Kako se je počutila lisica, ker je ostala sama? Bila je žalostna in osamljena. Kako pa mislite, da se je počutil medved, ko je imel toliko prijateljev? Bil je vesel in prav nič mu ni bilo dolgčas. Pri srcu pa mu je bilo zagotovo zelo toplo. Medved je bil dober prijatelj. Katere lastnosti pa ima dober prijatelj? Rad pomaga, ne pove naprej tvojih skrivnosti, te zna nasmejati,
te ima rad takšnega, kot si. Te spodbuja pri stvareh, ki jih imaš rad. In še kaj. Ali imaš tudi ti te lastnosti? Ali si tudi ti dober prijatelj? Za konec dobiš 2 nalogi. Prva je, da napišeš v zvezek s črtami naslov Pod medvedovim dežnikom. Pod njim nariši vse književne junake, ki nastopajo v pravljici Pod medvedovim dežnikom. Druga naloga pa je, da staršem, bratcu, sestrici, babici ali dedku obnoviš pravljico Pod medvedovim dežnikom. Želim ti lep dan.